V reševanju 14 poškodovanih so se ekipe v soboto pomerile na 4 deloviščih, kjer so bile prikazane nesreče ob potresu, požaru, eksploziji plina in pri padalski nesreči. Vsi ti, ko danes tekmujejo, so končali 70-urni tečaj in so dobili naziv bolničarja. In s tem preverjanjem znanja mi želimo videti, koliko so nam ekipe usposobljene. Njihovo znanje v nudenju prve pomoči so preverjali zdravniki in medicinske sestre. Reševalci morajo narediti po pravilnem vrstnem redu, oskrbeti poškodovanca in pa tudi tako rekoč pravilno ga oskrbeti. Vse ekipe so pokazale dobro pripravljenost. Zmage pa so se veselili reševalci ekipe civilne zaščite iz Šentjerneja, ki bodo 6. oktobra vnovič zastopali regijo na državnem tekmovanju. Drugo mesto je osvojila ekipa iz Metlike, tretje pa reševalci iz Novega mesta. Ene ekipe so tako dobro pripravljene, da delajo tako, kot dela nujna medicinska pomoč. Zato je resnično zgrešeno, dodaja Šutanovac, da premalo angažiramo ekipe takrat, ko so kakšne prireditve ali nekaj podobnega. Plačamo nujno medicinsko pomoč, a to imamo zastonj ljudi. Da bi za nudenje prve pomoči usposobili čim več ljudi, so v okviru tokratnega regijskega preverjanja pripravili tudi učne delavnice, imobilizacija dojenčka iz otrokovega sedeža in pa kaj veš vse o krvodajalstvu, s tem, da smo pa za občane pripravili tudi brezplačne meritve krvnega tlaka, sladkorja in pa holesterola. Vsi zainteresirani pa so se lahko naučili, kako z defibrilatorjem pomagati sočloveku ob zastoju srca.